Robert Golob. Je on res samo nek tak zanikran golob, ki je zasral celo Slovenijo? Ali je morda on skriti genij? No, to bomo ugotovili v prihajajočem tednu, ko se bom povezala z njegovo energijo in jo vzela pod drobno gled. Ampak preden začnemo, naj povem moje občutke oziroma moja prepričanja glede Roberta, toliko da dobite občutek, odkot izhajam. Energijski nivo je zame osebno resnica. Res pa je, da to, kar se dogaja na energijah, je treba interpretirati, interpretacija pa je vedno subjektivna. Ampak toliko, da dobite neko osnovo, kako jaz njega vidim, dajmo začeti torej s tem. Roberta Goloba jaz prej nikoli nisem poznala, prvič sem ga pač spoznala leta 2022, ko je kandidiral na volitvah s svojo stranko Gibanje Svoboda. Jaz se takrat nisem ukvarjala prav nič s politiko, prav nič me ni zanimalo, kdo bo v parlamentu, niti nisem šla takrat na volitve, niti nisem spremljala teh političnih debat, niti nič. Ampak Gibanje Svoboda, tale stranka mi pa je bila všeč, zato ker je ena od članic neka oseba, ki jo tudi osebno poznam in je zame osebno zelo dobra oseba in nekako zaradi tega sem dala tej stranki prednost oziroma sem nekako ne želela, ampak nekako je bila moja, ma ne želja, pač nekako, ajde, dajmo reči želja. Moja želja je bila, da če že, da oni pridejo v parlament in tudi, da pač oni zasedajo večino. Sam Robert Golob pa mi ni bil preveč simpatičen, takrat je imel še te dolge sive lase, je bil ko en pudeljček. Pa to je to. Zdaj, kar se tiče tekom tega mandata, pa sem o njemu dobila tako mnenje. Jaz bi rekla, da je pač on tako malček, mislim, on je tak malček, en bučko je on, no, tako dajmo reči, ajde, da bomo malo bolj prijazni. On je res en tak bučko, ena smešna karikatura. Zakaj pravim, da je bučko? Zato, ker dostikrat je imel kakšne take izjave, ki so bile prav, o moj bog, da to reče predsednik vlade, je malo smešno. Naprimer, kaj so bile te izjave, ki so bile meni smešne in hkrati neumne, tako kot tudi mnogim drugim ljudem. Recimo ena izmed teh izjav je, jaz ne razumem, zakaj bi ljudje imeli manjše davke, ker bi imeli potem več denarja, ki bi ga zapravljali za neumnosti. To je izjavil in potem da božičnico. Pač okej. Potem je enkrat izjavil nekaj, kar sem bila še bolj oh my god, je rekel, kao, ja, pač ljudje delamo napake, to je nekaj normalnega. Jaz sem v življenju naredil ogromno napak in poglejte, kje sem danes. Pa šuno, what? Sej, jaz sem razumela, kaj je on hotel s tem povedati, ampak pač izpade malo tako, no, neumno. Mislim, da to reče predsednik vlade, tako malček. Tako da o njem mnenja nisem imela zdaj strašno dobrega, niti strašno slabega, pač kaj sem jaz, da bi zdaj čutila neke negativne vplive zaradi trenutne vlade, ne morem reči, mislim, ne vem, ker pač nisem spremljala politike, tako da niti ne vem. Tako, no, moje splošno mnenje o Robertu Golobu je nevtralno, niti nisem za, niti nisem proti. Ko sem se jaz prvič povezala z njegovo energijo, to je bilo prejšnji teden, se mi zdi, da sem čisto tako malček sem pokukala v njegovo energijo, da sem dobila nek prvi vtis. In ta prvi vtis, ko sem se torej povezala, sem ga videla tako. Če primerjam z Janezom Janšo, da imate malo bolj, da si lahko lažje predstavljaš razliko. Recimo, ko sem se z Janezom povezala, sem začutila, da ima on zelo tako močno energijo, zelo stabilno in ta njegova energija je skoraj tako malček strahospoštovanje prebudila v meni. Torej neko spoštovanje, ampak tudi nek strah. Ampak meni je taka energija načeloma, meni osebno, zelo zanimiva, zato se mi je v bistvu s tem Janez na nek način približal. Ko sem se pa vklopila v Roberta Goloba, pa je bila slika malček drugačna.
In sicer Roberta Goloba sem videla tako kot zelo majhnega in šibkega. Njegova energija ni močna, ni intenzivna, ampak on ima pred sabo eno zelo veliko in močno energijo. Kdo je ta energija, ne vem, ker je bila videti bela, torej bela velika figura. Moj prvi občutek je bil, da je to verjetno njegov oče. Zdaj, kdaj je njegov oče umrl, jaz ne vem, nisem se niti pozanimala o tem, vem pa, da je pač tekom referendumske kampanje govoril o tem, da je njegov oče pač umrl zaradi raka. Torej, njegov oče je pokojni, kar mi je smiselno, da bi lahko njegov oče bil ta njegov zaščitnik. Zdaj pa sploh, če je umrl, preden je Golob postal, čakaj, bom jaz to pogledala na hitro, Robert Golob, če je ta informacija sploh kje javno zapisana. Zelo zanimivo. Njegov oče je Valentin Golob, in bil je direktor nekih elektrarn, Soške, hidroenergetiki Soške doline, do leta 2002. Fora pa je, da tle tednik Demokracija na X-u piše, da ni nobenih podatkov o tem, da bi Valentin Golob dejansko umrl. Celo tle zdaj nekako tako med vrsticami pravijo, kot da je Robert Golob lagal o smrti svojega očeta, kar se meni zdi malo smešno, no, mislim, pač dvomim, da bi kdo lagal o smrti svojega starša, čeprav je le-ta še živ. Ne vem. Tako da ni javno zabeleženih oziroma verodostojnih virov, kdaj naj bi njegov oče umrl in ali je res umrl. Tednik Demokracija pravi, da se jim zdi čudno, glede na to, da je bil direktor Soških elektrarn, da se o njegovi smrti ne bi govorilo, kar se meni zdi glupo, ker pač nekateri ljudje se želijo umakniti, želijo pač neko pač ta pogreb in vse to narediti v nekem ožjem družinskem krogu. Tako da malo se mi zdi to pretirano od tednika Demokracije, sploh če upoštevamo dejstvo, da neki človek bi težko lagal o smrti svojega starša, če je le-ta še živ. Pač to se mi zdi malo tako, no, pa nerealno, absolutno nerealno. Tako da jaz bi verjela Robertu Golobu, da je njegov oče pač umrl z rakom na trebušni slinavki, ne vemo pa, kdaj. Ampak ker je on od 2022 na oblasti, Robert Golob, ne, si predstavljam, da je njegov oče umrl že prej, ker če ne bi pa to verjetno se razvedlo, ker bi seveda Robert Golob žaloval in bi se mu izreklo neko sožalje, če bi se smrt zgodila v času njegovega mandata. Tako si jaz to predstavljam. Zdaj pa, kaj je resnica in kaj ne, ne vemo. Skratka, Robert Golob ima zelo šibko energijo, ampak neka močnejša energija je njegov velik zaščitnik. Torej, on ima neko zelo močno energijo, ki ga ščiti. Kar sem uspela zdaj videti o Valentinu Golobu, se mi zdi, da ima zelo tako prijetno energijo. Tudi bi rekla, da je zelo močen in vidim tukaj povezavo, lahko pa, da je ta energija, ki je ob Robertu, da je to v bistvu kakšen njegov vodnik, njegov višji jaz je tudi lahko. Potem pa sem še enkrat ga poskenirala, in sicer predstavljala sem si ga na ladji. Namreč v prvi epizodi tega podcasta smo se pogovarjali o parlamentu, kjer smo razložili te glavne stvari iz parlamenta, no, kako so stranke, tretje, državni zbor in vse te procese, da imamo neki temelj, pač tisti mi, ki se ne spoznamo na politiko. In tam sem dala eno tako primerjavo, da če je parlament enako ladja na morju, potem je predsednik vlade enako kapitan. No, in jaz sem šla na to ladjo in si predstavljam, kako v bistvu vprašanje je bilo, kako Robert vlada, kakšen je njegov način vlade, na primerjavi s to jadrnico.
In to, kar sem videla, je bilo ful smešno in meni tako dosti realno, glede na to, kaj vem o Robertu. Namreč jaz sem videla to lepo ladjo, ta lep volan, ki ga imajo ladje, ne, ta mornarski volan. In Robert Golob je bil tako majhen, da ni videl niti čez volan, komaj je videl čez in mogel biti na pručki, da je sploh lahko on to obračal, ampak je bil zelo tako nesiguren vase, ne, tako. To me je spomnilo name, kadar mi zdaj živimo nekje, pot do nas je taka ovinkasta, ne, in kadar jaz vozim avto in imam volan, tako ponovadi, ko grem v ovinek, grem recimo tako in pol delam take majhne, kako da bi poravnala avto na ovinek, da lepo gre tako. In enkrat mi je partner rekel: "Pa kaj to delaš, ne? Zakaj konstantno popravljaš, drži volan na miru." Ampak to so taki majhni premiki, dobesedno tako. In moj srečen pa to zato, da lepo grem v ovinek in se mi je tako malo smejal. No, ampak to sem videla enako pri Robertu Golobu, se pravi, on drži ta volan in vozi po morju, ne, in tako dela tako malo, kao da ima občutek, da on pač zdaj tle neki vodi, ne, ampak v bistvu, da ful vlaga neke energije, ne, ampak v bistvu bi, glede na to, da je na morju, bi lahko vozil lepo ravno, ne, in sam pač malček popravil, pol pa, ali ne vem. V glavnem tak občutek je, da tako kao ful ponosen, ne, jaz sem pa zdaj kapitan ladje in jaz bom zdaj ful pokazal, kako jaz to peljem, to ladjo, ne, in na pručki gor in pol se mu je tudi kdaj zgodilo, da je hotel obrniti, pa se je kar on vrtel še skupaj s tem kolesom. Tako da ta primerjava se mi je zdela tako zelo relevantna s tem, kako ga jaz vidim in doživljam kot predsednika vlade. Za primerjavo pa sem potem še vprašala, kako bi recimo Janez Janša deloval v tej situaciji. In njega pa vidim kot zelo velikega in tako zelo tako stabilnega. On ima res stabilno energijo in tako lepo vozi to ladjo, fora pa je, da on ima neke take, dajmo reči temu skrite agende, ne, on ve, kje so te, kje imajo pirati te svoje jame z zlatniki in pač on nekako navidezno gre tja v to smer, ne. Robert Golob pa tako še z jezikom, kao ja, jaz obvladam, veš. Lej. Tako da to mi je bilo ful smešno. Zdaj pa, kaj je fora, ne? Z Robertom Golobom se jaz moram še energijsko povezati, to bo malček težje. Kaj pomeni energijska povezava, to sem razlagala že v prejšnji epizodi, ko smo govorili o Janezu. Fora je, da jaz moram nekako v Robertu vzbuditi neko čustveno reakcijo, ki je lahko direktno od mene ali pa pač preko nekih posrednikov, da ta energija potuje preko posrednikov in da to vznemiri Roberta in da on potem da neko akcijo, ki bo potem prišla do mene, in se bo potem ustvarila ta energijska povezava. Zdaj, energijska povezava se torej ustvari na tak način, če ti nekdo, dajmo reči, stopi na žulj in se ta energija izmenja. Ali pa pač, da recimo, kadar delam s klienti, se ta povezava vzpostavi z pač investicijo. Kadar ti investiraš v proces, daš svojo energijo meni in v bistvu s tem ustvariš pot, jaz to energijo predrugačim v informacije in ti po tej poti pošljem nazaj tvoj vpogled. In jaz včeraj razmišljam in se pogovarjam z Robertom Golobom, ne, kako bi se lahko jaz z njim povezala, in on je rekel, pač v bistvu mi ni on tega rekel, jaz sem to razmišljala in sem rekla, to pa je čisto Robertova energija, ne. Na neki način mi je dal idejo, da bi jaz kot rekla, glejte, za energijski vpogled jaz rabim energijo. In dejansko je tako, pač kadar delam energijski vpogled za kliente, jaz ne morem narediti, če nimam energije, energijo pa dobim pač z investicijo in to je podobno, kot kadar natankaš gorivo v avto, ne. In pri introterapiji imam trenutno tak sistem, da si vsak nekako določi svojo vrednost, kar pomeni, če daš ti v avto za 10 evrov bencina, boš pač prišel do tam, kamor boš prišel, če boš pa nafilal poln tank, boš prišel ful dlje. In če boš dal več tankov goriva, lahko prideš
na drugi konec sveta. Torej, več energijske investicije, kot vložiš v proces, globlje grem lahko jaz v tvoje energije, več informacij lahko prinesem in tudi posledično imaš več jasnosti in več rešitev na mizi, ki se jih potem lahko lotiš implementirati v svoje življenje. No, in ker jaz z Robertom te povezave nimam, sem razmišljala in nekako je prišla ideja, da bi kot na nek način zbirala prostovoljne prispevke in ko se nabere, pač naredimo epizodo in je v bistvu kot nekdo, nek sponzor, ne. In potem je prišla tle Robertova misel, ko je rekel: ja, to je odlična ideja, kajti kaj bodo ljudje sicer s tem denarjem, zdaj sem ravno nakazal božičnice in namesto, da ga zapravljajo za neumnosti, ne, dajte ta denar Teji, pa bo ona naredila vpogled zame. Nekako tako se je zdelo. In jaz sem bila pol, čakaj, to meni ni všeč, mislim, jaz le ne bom zbirala nobenega denarja za se ukvarjati s politiki. In sem takoj opustila to idejo, pač na nek način mi je bila to kot neka, pač to je bila kot nek odmev njegove energije, kako on deluje v svetu, ne, torej on zastavi neko idejo, ne, in zdaj on tle rabi finance ali pa podporo ali pa nekaj in potem on to tako obrne, da glejte, jaz hočem to narediti, ampak za to rabim pa to, ne, in da pol ljudje to dajo, zato da on lahko pol na moči drugih doseže neke svoje cilje. Tako bi jaz interpretirala to njegovo energijo. Okej, zdaj, ko imamo ta neki uvod postavljen, bom jaz dala tle snemanje na pavzo in se bom probala z njim povezati, predvsem v bistvu bom iskala, kako bi jaz lahko tekom tega prihajajočega tedna vzpostavila z njim energijsko povezavo. Je že prišla? Je že prišla ideja? Mislim, je že prišla celo evo, vidiš, ja. Zdaj ga vidim, isto njega vidim, evo, isto ga zdaj vidim, nekako se smehlja in v roki ima neke papirje. Janez Janša je še vedno tam nekje ob strani, onadva, kot sem povedala v tedenskem poročilu, se onadva, če ga bom sploh objavila, ne vem, moram še preveriti. Janez je nekako ljubosumen na Roberta, ker sem zdaj presedlala na drugega, in Robert pa je tle nekako vesel in tako gleda Janeza kot zdaj sem pa jaz na vrsti, ne. V roki ima pa neke papirje in ne vem, kaj so te papirji, ampak jih ima tako, kot da bi rekel, ne vem, 10 listov, kot neka pogodba ali pa v bistvu pa sem začutila njegovo energijo tle v srčni čakri zelo tako nežno, ne, pač od Roberta energija je zelo švoh. Tako, če gledamo samo Roberta, ne. Tisti njegov vodnik je tista močna energija, ampak je dosti ločen od njega, ker recimo njegovega tega vodnika, ali je to njegov oče ali kdorkoli, ga vidim kot belo figuro, ne. Jaz se tudi spomnim, ja, par dni nazaj sem tudi pogledala, kako bi lahko vzpostavila to povezavo, kaj bi lahko naredila, ker na nek način jaz moram Robertu stopiti na žulj, ne, na energijskem nivoju. Se pravi, ko mu jaz na energijskem nivoju stopim na žulj, se bo to preneslo v fizični svet tako, da jaz dobim neko idejo, neko akcijo, s katero mu dejansko stopim na žulj. Ampak fora je, da jaz nisem z njim v kontaktu, nisem z njim pač ne vidiva se ena na ena in zato je težje najti tako akcijo, ki mu bo dejansko stopila na žulj. Ampak zdaj, ko sem se jaz hotela povezati, meni kapne. Ker jaz sem Janeza tagirala v vseh mojih objavah. Zdaj, ali je on videl te objave ali ne, ne vem. Verjetno, da ja, pač predpostavljam, da on to vseeno pogleda, kar je tak zanimiv občutek, da je to on dejansko pogledal. In zdaj me je spreletela misel, da bom objavila objavo, v kateri bom tagirala oba, Janeza
in Roberta. In dajmo predpostavljati, da bosta ona dva pogledala to, kdo jih je tagiral, kdo je zdaj ta te alumina, ki me tle neki tagira. In bodo pogledali objavo in bosta oba notri v objavi in neko energijsko poročilo in neka gola Slovenija, kaj je zdaj to. In Robert bo tako sumničal in bo s tem v bistvu se vzpostavlja energijska povezava. Fora je, da tudi če on ne bo kliknil na ta notification in če si ne bo pogledal moje objave, to nima veze, ker njegova energija pa že vse ve, namreč na energijskem nivoju smo vsi med seboj povezani do neke mere, ne, se pravi, ne moreš na energijskem nivoju vstopiti v energijski prostor neke osebe, če ti ona ne dovoli oziroma če ti ne odpre poti, ampak lahko pa raziskuješ od zunaj vsak energijski prostor posebej. Tako da možno je, da bo ta akcija peljala notri v Golobov svet, sploh zaradi tega, ker se mi je zdaj pokazal dosti tako realno v mislih, dosti vidim pač to njegovo sliko, njegovo podobo. Ok, zdaj bom pa dala pauzo, pa pogledam še malo več. Zelo zanimivo. Zdaj, ko sem šla tam k njemu, dejansko ima pač te papirje v rokah in dejansko je to nekakšna pogodba. Janša je tudi zraven, ampak ob strani. In predstavljaj si to tako, pa če sem prišel v neko pisarno, kar predvidevam, da je to Golobova pisarna, oziroma je bila bolj tako kot neka sejna soba, ni bila toliko osebna pisarna. In jaz pridem tja in Robert Golob je bil tako zelo, tako malček živčen, ne, in tako konstantno je tako pogledoval k Janezu, ne. Janez pa je tam stal tako. Kot na nek način, pač tle se vidi ta bitka med njima, ne. S tem, da Robert Golob deluje zelo tako veliko, ampak kapljica mu je šla po čelu, ko se je pogovarjal z mano, ker on mi je dal to pogodbo za podpisati in nekako je hotel, da jaz to podpišem. Jaz sem ga vprašala, kaj je ta pogodba, on mi ni povedal z besedami, tako da ne vem. Je kot rekel, ja, nek dogovor. Jaz sem potem to pogodbo prebrala, zdaj na energijskem nivoju dostikrat jaz ne morem brati, nisem še toliko izurjena, da bi lahko natančno prebrala neke dokumente, ampak jih lahko poskeniram energijsko in potem vidim, če so kakršnikoli problemi. Jaz sem brala to pogodbo in vse je izgledalo super. Edino zadnji stavek na koncu, ponavadi je to v pogodbah stavek, ko piše v primeru, ne vem, nesoglasja bo odgovarjalo Vrhovno sodišče v Ljubljani, ne, ponavadi nek tak stavek piše na koncu, se mi zdi. Ali pa je zadnji unij, koliko je izvodov te pogodbe in kdo dobi koliko izvodov. Ampak ta del je bil črn, pač jaz sem videla črno energijo. In vprašam Roberta, ja, kaj pa je to? In je on rekel, ja, to mora biti, ne, to tako, na tak način, kot, ja, tako, to se pač tako dela, ja, to nima veze s to pogodbo, pač to mora biti notri, ne. Ampak meni ni bilo všeč, ker je bila taka temna energija, tako da sem jaz pač to energijsko prepisala, torej sem spremenila to črno energijo, ki sem videla v tisti povedi v mavrično, ampak je bila tudi malo rdeče je bilo povezano nekako vmes, zdaj ne vem, kaj bi bila ta energija, ampak jaz sem se pol odločila in sem podpisala tole pogodbo. In takrat je Robert prijel te liste in tako, čakaj, da vidim, če imam kaj takega napisano tle. Aha, evo. Je prijel te liste, tako to pogodbo in tako pokazal Janezu, sem dobil podpis, sem dobil podpisano pogodbo. In on je potem šel ven iz te pisarne, Robert, ne. Janez pa je tam stal in me tako nekako gledal ne preveč zadovoljno. Tako da zelo zanimivo. Definitivno sta Janez in Robert v takem borbenosti, dokazovanju. Definitivno Robert ni čisto dorasel svoji vlogi, energijsko je pač dosti švoh. Srečo ima samo zato, ker ima tega nekega vodnika. Zdaj bom spet dala pauzo, pa pravim še malček raziskati. Ok. Grem jaz nazaj tja in in hočem iti ven za Robertom. In takrat pogledam še tako Janeza kot ono, veš, ko greš ven, pač pogledaš, kot da bi mu rekel čau.
In sem videla, da je pač bil še vedno tako jezen in jaz sem mu rekla, vse se bova še srečala, ne skrbi, midva nisva še zaključila. In takrat je on bil iz tega, je šel na tako. In se obrnil in šel skozi neka vrata, kot da bi bil uno, kot da bi bil on zdaj pomiren, da sem jaz še kdaj ukvarjala z njim, ne. Zelo hrepeni po pozornosti in to mi je tudi zanimivo, ker je v bistvu on nekdo, ki ful spodbuja, da mi ljudstvo postanemo medij, ki govori o politiki. Njemu je všeč, da govorijo ljudje o politikih in da diskutirajo o tem, ker njemu novinarji grejo ful na živce in pač vsi novinarji lažejo, ne. Vsi novinarji so levičarski in tako naprej. Tako da vem, da recimo Janez Janša bi ziher podpiral ta podcast, sploh če mu je nekako naklonjen, oziroma nisem mu naklonjena, samo poskušam biti čim bolj nevtralna in upoštevati dejstva, da nekateri ljudje ga sovražijo, nekateri ga obožujejo. Ampak v glavnem on je bil zadovoljen, ko sem jaz rekla, saj se bova še videla, ne skrbi. Potem pa grem jaz ven iz te sejne sobe in tečem za Robertom, mislim tečem, stopila sem za njim. On je pa takrat spremenil energijo. On kar naenkrat ni bil več tako prestrašen in tako, zdaj, ko je imel on podpis, ko je imel on to pogodbo, on je bil v boki batina, ne, zdaj pa ima on mene v kontroli, v oblasti ali kaj jaz vem čemu. Zelo tako zvišeno, deloval je še prijazno, dokler sem bila na hodniku, potem pa midva vstopiva v neko pisarno, kar je verjetno njegova pisarna. In takrat je spremenil faco, ne. Takrat je zaprl vrata tako za sabo na način, da je on šel v pisarno, mene spustil notri in potem tako zaprl vrata, se pravi, me ni spustil iz pogleda, me je imel konstantno na očeh, ne, mi ni pokazal hrbta, kar pomeni neko zaščitništvo, ampak hkrati se v njemu prebudila neka tista taka, kako bi to opisala? Nadzorništvo, nek nadzor nad mano. Zelo zanimivo. Me prav zanima, kaj bo to. In je tudi prišel do mene tako tam v tej pisarni, in kot mi dal nekako vedeti, kot zdaj si pa moja, ne, zdaj si pa v moji pasti, zdaj bom pa jaz, ne, nekako na tak način, kot da jaz zdaj nimam nobene kontrole tle. Pustimo stati, jaz bom že našla te svoje poti. Ne padam na take, mislim, pogodbe na energijskem nivoju so en tak bullshit, ne. To dejansko pogodbe dajo nekdo z nekim namenom manipulacije. Tudi jaz sem Janezu dala takrat pogodbo leta 2021 neko za podpisati, ali ne spomnim se točno, kaj je bilo. In je bila spet isto neka želja po neki manipulaciji, ne, pač moja želja, da bi jaz nekako manipulirala z Janezom, zakaj, zato da preizkušam energije, zgolj kot eksperiment, ne iz neke hudobije ali pa maščevalnosti ali karkoli takega. Šlo se je pač torej za raziskovanje, in isto je meni zdaj Robert Golob dal to neko pogodbo, kar kaže na neko željo po nadvladi, ne, po kontroli. Zdaj pa, če si pogledamo njegovo pisarno. Njegova pisarna je majhna. Recimo Janezova je dosti večja, ampak njegovo pisarno bom opisala kdaj drugič. Če gremo zdaj k Robertu, ko prideš v njegovo pisarno, ima takoj na levi, to ni realna pisarna, to je pisarna na energijskem nivoju, kjer je postavljena tako, da mi s postavitvijo in elementi, ki so znotraj te pisarne, pove simbolno, kakšna je njegova energija, okej. Torej, ko prideš v njegovo pisarno, je na levi neka knjižna polica oziroma neka omara s knjigami. Če so knjige v svetu neke osebe ali pa pač, da se mi pojavijo knjige, mi to nakazuje na neko razgledanost, na neko znanje. V primerjavi z Janezom Janšo ima on občutno manj knjig, ampak jih ima še vedno dovolj, da lahko sklepamo, da je on nekako razgledan. Zdaj logično, da je razgledan, ker vem, da zdaj desničarji so že tudi jaz sem rekla, da je zame on pač bučko, ampak ne, če ti pribijaš neke neumnosti, to ne pomeni, da si nujno neumen. Dostikrat v bistvu geniji in zelo intelektualni ljudje govorijo neumnosti, ampak to se samo zdi nam, ki nismo toliko izobraženi v tej smeri, ki jo oni pač predstavljajo.
In ker ne razumemo pač dejanske teze oziroma tega, kar so oni želeli povedati, se nam zdi njihova pripomba neumna. Ampak v ozadju se skriva tisti intelekt, ki ga razumejo samo tisti, ki so tudi na tej intelektualni stopni. V glavnem, razgledanost pač ima, ker če ne, niti ne bi mogel postati predsednik vlade, dajmo si roko na srce. Mislim, težko prideš na položaj, če si glih neumen, no. Mislim, dejansko mislim, če si nerazgledan. Tako da dajmo si natočiti čistega vina, ne, in si priznati neke stvari. Pač to govorim predvsem za desničarje, ker verjamem, da desničarji bodo rekli, da je Golob neumen v pravem pomenu besede. Ampak ne, je razgledan, ima neko znanje, mislim, bil je direktor Genija ali Ljubljanske mlekarne, ali kaj jaz vem česa. Se pravi, bil je ves čas nekako na visokih položajih in taki ljudje pač so razgledani. Ne moremo reči, da so inteligentni vedno, ampak so razgledani. Inteligenca pomeni, da ne rabiš ti imeti dosti znanja, ampak da znaš logično razmišljati, da znaš v bistvu različna znanja povezovati med seboj in tako naprej. Če si pa ti razgledan, pa pač imaš neko znanje, ne? In to je to znanje v knjigah. Zdaj, znanje v knjigah ali pa znanje v praksi, to sta tudi dve različni stvari. Imaš teoretično znanje in imaš praktično znanje. Torej pri Robertu Golobu, oziroma če so knjige, se gre bolj za teoretično znanje, kar pomeni, da je ta oseba pridobivala, da se je šolala, da je pridobivala neke različne smeri znanja ali kakorkoli. Potem ima tle neke zaprte omare naprej, so pač neki kabineti, zaprte omare, v zaprtih omarah se ponavadi skrivajo skrivnosti. Ne bomo danes brskali po njegovih omarah. Potem ima mizo, ki je tudi tako iz mahagonija, tako ima tudi Janez. Kot sem rekla, njegove pisarne še nisem opisala javno. Ampak taka masivna miza mi kaže na neko moč. Zanimivo mi je, ker ima Robert na svoji mizi, to, ko sem bila jaz v osnovni šoli, smo imeli, nam je mama kupila, oziroma to je bilo takrat dosti popularno, neka taka velika pač podlaga, ki je bila tako kot nek karton notri, da je malo bolj debela, da si jo daš na mizo kot neka zaščita, ne, da kadar ne vem, kaj pišeš ali kaj, da ti ne gre po mizi, ampak da imaš to zaščito. In recimo Robert Golob ima to na svoji mizi in gor je narisana mapa celega sveta, ampak je zelo tako osnovnošolska slika, kar mi je smešno in mi hkrati navezuje na to, da na neki točki je on ostal še otrok, ne. Kar je lahko dobro, lahko slabo, ker načeloma otroka v sebi je prav, da imamo vsi živega. Ampak tukaj bi jaz rekla, da je to bolj simbol nekako njegove, on si je ta položaj vzel kot nek tak svoj osebni projekt, torej ni prišel na ta položaj z nekim namenom, da bi on dejansko pač to je moj pogled, ne, logično, ampak da bi on dejansko naredil nekaj iz države, bolj se mu zdi, bolj je pač prišel na ta položaj in nekako hoče se pokazati v tej svoji moči in hkrati uveljaviti neke svoje ideologije, kar pa velja za v bistvu večino ljudi v parlamentu oziroma večino ljudi, ki so bili nekako na oblasti. Med drugim tudi pač Janez Janša, ne, logično. Kar je seveda narobe, ne. Nekdo, ki je predsednik vlade, mislim, da bi mogel požreti ta svoj ego in dejansko delovati za ljudstvo, ne. Torej ne z nekimi, tudi recimo to, ko je bilo zdaj v petek v Ljubljani, ne, ko je to je tak lep prikaz, ne, njegove energije, kako je on tak, ja, jaz sem vas zrihtal, ne, samo ne pozabiti, če boste volili drugega, vam bo on to vzel. Tako da dajte voliti mene. Ne, se pravi, gre za nek hranjenje lastnega ega pri vsem tem. Stol je oblazinjen, zelo tak, je pa bordo rdeče barve, skoraj rjav, usnjen. Zdaj iz tega ne dobim nič kaj konkretnega, da bi bila to zdaj neka pomembna informacija, bolj se mi zdi, da mogoče je rad v nekem udobnem, rad ima neko udobje, ker je usnjen, je to neka taka, neki živalski nagon, se pravi, dosti dela po
po instinktu. Ne? Instinkt je nekaj drugega kot intuicija. Instinkt je precej povezan z egom in strahovi. Se pravi, kadar se vklopi nek strah po preživetju, ti dela instinkt, ne intuicija. Okay? Intuicija je nekaj drugega. Se pravi, je zelo tako instinktiven, se pravi, dobi instinkt in on hoče iti v to smer. Potem je za njegovim hrbtom je okno. Videti je Ljubljano in Ljubljanski grad skozi okno, kar mi nakazuje, da pač je precej ponosen Ljubljančan, kar se mi zdi, mislim, da celo on živi v Ljubljani, tako da se mi to zdi relevantno. Mi pa je zanimivo, da ima na desni strani obešene dve zastave, in sicer slovensko in evropsko. Tega pri Janezu nisem videla, da bi imel kakšne zastave, ki je obešene. Tukaj bi si rekla, da si res časti to, da je on zdaj predsednik vlade slovenske in da je Slovenija Evropa in tako. Mogoče, da to ni evropska zastava, ampak da je v bistvu zastava od Gibanja Svobode, tudi možno. Ne vidim tako natančno, vidim samo, da je modra in pač Gibanje Svobode ima modro barvo, tako da zato sem jaz to povezala. Se mi pa zdi bolj mislim, energijsko bi rekla, da je bolj evropska zastava. No, na desni steni pa ima tudi neke omare, ampak imajo vse neke steklene šipe, tako umazano steklo, se pravi tako rjavkasto steklo. Kaj vidim notri? Pa ne vem, isto so bolj kot neke knjige, pa mogoče kakšne knjige, ki so mu bolj tako pomembne. Pa vidim neke slike tudi, pa neke kozarce. Zakaj me smrdi? Vidiš, to je zanimivo. Zasrbelo me je pod nosom. Kadar nekoga tako zasrbi pod nosom, ko nekaj govori, to je v bistvu intuicija govori, oziroma njegova energija govori preko njega, da tukaj v tem, kar je bilo rečeno, je neka laž, neki obriši se pod nos. Mislim, tako, da nekaj hoče, nekaj tle ni točno, rečeno. Zdaj, kaj, pač slike, jaz vidim slike, vidim kozarce neke, kot take kristalne kozarce. In sem rekla, nekaj mi tukaj smrdi, se pravi, v teh kabinetih in ta umazano steklo, tukaj se nekaj skriva. Zdaj pa bom jaz, v bistvu mislim, da imam še malo časa, tako da bom dala zdaj spet pauzo, pa bom provala malček pokukati po teh kabinetih. Oh my God, to bo še zabaven teden. Ta teden bo zabaven. Jaz sem zdaj kao sem šla bliže temu kabinetu, da si jaz malo pogledam, kaj dejansko je za tem umazanim mislim umazano. Mislim, da se mu tako reče prav temu steklu. Pač ni umazano, je lepo steklo, samo je tako tonirano, je tako rjavkasto obarvano. In jaz stopim bliže temu kabinetu, da si jaz to malček bolj tako ogledam in tako gledam, aha, pa saj so neke slike, pa saj so neki kozarci kristalni. Pol pa pride Robert Golob in tako se postavi zraven mene in mi da tako roko, pač tako mi da roko, ne, preblizu hoditi, poglej tukaj. In pogledam dol in je bil ko je rdeč trak na tistih stebričkih, kot je ponavadi tudi v muzejih, da ne greš preblizu neke umetnine. In me je prav tako ustavil, kot ne preblizu, tukaj vidiš to, tukaj se ne gre čez. In pol je rekel, na tle boš imela zdaj ful dela, in je vzel en šop papirjev, tak šop papirjev in mi dal v roke in je kao rekel, to naštudiraj. To si prosim preuči. In jaz sem bila okej. In grem jaz pač kao ven in on se je prav tako popravil kravato in se tako usedel na ta tvoj stol in tako, tako ful zanimivo, kot da bi okej, zdaj pa jaz, čakam na poročila. Ne na poročila na televiziji, ampak na moja poročila, kaj bom poročala o njem. Zelo zanimivo. To je nekako torej zdaj ta moj prvi sken Roberta Goloba, kot je kazalo, pogodba sva podpisala, torej jaz imam neke zadolžitve do njega, boh ti vedi, kaj bo on zdaj tle čaral. Dal mi je gradivo, ki ga moram preučiti. Absolutno ga bomo vzeli pod drobnogled.
Vidim, da imam to lupo umazano, treba lepo tudi spucati, da bomo bolj natančno videli tega našega golobčka in ugotovili, je on golob, ki sere, ali je on skriti genij.